Spremljate informativno oddajo 7, ki jo vodi Neli Bečirović. Pozdravljeni v informativni oddaji 7 televizije ETV. Nocoj bomo govorili tudi o srečanju starodobnikov, prazniku krajevne skupnosti Kisovec Loke, urejanju parkirišč ob Zagorski pošti, konferenci v organizaciji Rotary kluba KUM Zagorje in zaključnem izpitu lovskih psov v Šentlambertu. Najprej pa v Kisovec. Maja praznuje krajevna skupnost Kisovec Loke. Ob tej priložnosti so potekali različni dogodki, osrednji pa je bil v petek v dvorani Doma kulture v Kisovcu. Sodelovali so rudarski pevski zbor Loški glas, učenci in učenke podružnične osnovne šole Kisovec in glasbena šola Zagorje. Danes je dan vaše krajevne skupnosti in to je prav poseben dan, kajti to je krajevni praznik, ki ga proslavljamo že cirka 10 let v spomin na našega rojaka in sokrajana dr. Janeza Drnovška, ki je pozneje postal politik in diplomat svetovnega slovesa. Letošnje leto je naše praznovanje raztegnjeno skoraj da na teden, na celoten ta teden, in sicer v torek je bila otvoritev razstave ročnih del, potem je bila otvoritev razstave likovne skupine Liki, ki jo tukaj lahko si ogledajo naši obiskovalci. Potem je bila v parku razstava fotografij na temo Kisovec včeraj, danes, jutri. Potem je ta naša osrednja prireditev, ki se bo začela čez nekaj trenutkov, nadaljujemo pa potem naslednji dan, to je v soboto. V soboto je pa nadaljevanje te fotografske razstave v parku, potem imamo tekmovanje sankačev na koleščkih, to je gor v športnem parku nogometnega društva Kisovec, in je tudi odprto strelsko prvenstvo za vse kategorije v strelno zračno puško. Zvečer pa zaključujemo, in sicer v našem delu krajevne skupnosti v Čovnišah. To mislim, da je po dolgem letih prvič, kjer bomo otvorili podporni zid pri gasilskem domu gasilskega društva Čovniše. Občina Trbovlje je v četrtek v okviru projekta revitalizacije mest industrijske dediščine za preboj kulturnega turizma v Trbovljah, Slovenski Bistrici, Labinu in na Reki, projekt Inspiracija, organizirala simpozij, na katerem je bilo predstavljeno trenutno stanje in razvojne možnosti industrijske dediščine v Trbovljah ter primeri dobrih praks. V Trbovljah poteka simpozij, katerega cilj pa je oživitev industrijske dediščine našega kraja. Simpozij je del aktivnosti oziroma je aktivnost znotraj projekta Inspiracija, ki poteka v sklopu programa Interreg Slovenija-Hrvaška, v kateri ima Trbovlje tudi 3 partnerje, 3 industrijska mesta, ki se v bistvu vsi soočamo s tem, da je industrija zamrla in iščemo nove priložnosti. Ta projekt je namenjen oživitvi turizma in zato tudi današnji simpozij, na katerem bomo pogledali trenutno situacijo v Trbovljah in slišali primere dobrih praks iz Idrije, iz Mežice in se od tega sigurno kaj naučili, vsekakor pa prevzeli kakšno njihovo izkušnjo. No in torej Trbovlje vidite nekje v središču tega kulturnega turizma, da rečem, v bodočnosti? Vsekakor, tudi naš pridruženi partner, Delavski dom Trbovlje, je že zelo dobro zakorakal po tej poti. Torej, se vidimo v tem, da se umestimo na zemljevid kulturnega turizma v Sloveniji, mogoče celo v njegovo središče, in stopamo vsekakor po tej poti dalje. No, nekatere stvari se že dogajajo, mislim pa, da septembra bo tudi pobeg iz rudnika. Ja, v Delavskem domu v 4. Dritlu, v virtualnem muzeju, se že pripravlja vzpostavitev sobe pobega. Prav tako bojo podobne sobe pobega imeli tudi naši partnerji. Ja, planirano je, da je otvoritev v septembru. Kaj pa povezava z ostalimi zasavskimi občinami? Razmišljate tudi o tem? Trenutno v tem projektu
je projekt zastavljen tako, torej, da so aktivnosti fokusirane na Trbovlje. Ampak je pa res, da je tudi končni cilj projekta aktivnost vzpostavitve mreže rudarskih mest, kar pomeni, da vsekakor pristopamo do sosednjih občin, ampak se širimo tudi po celotni Sloveniji in izven, kar pa je potem čudovita priložnost za naslednje projekte. Letošnja distriktna konferenca Rotary distrikta 1912 je potekala v soboto 18. maja v Zagorju ob Savi. Od prejšnjih se je razlikovala po tem, da je bila skupna za vse rotarijske generacije Interakt, Rotarakt in Rotary klube. Konferenca bo ostala v spominu tudi kot prva, na kateri so rotarijsko himno izvedli v slovenščini. O pomembnosti dogodka, gostih in programu nam je še pred prireditvijo nekaj več povedal aktualni guverner distrikta 1912 Janez Lipec. Danes so se tukaj v Zagorju zbrali rotarijci od blizu in daleč. Nam lahko zaupate razlog za ta dogodek? Danes je distriktna konferenca, ki je bila napovedana že praktično pred 2 leti. Ta termin je bil izbran in danes je tu konferenca, v kateri bomo povedali, kaj smo naredili, predvsem pa motivirali ljudi še naprej, predali neka priznanja in pa predali tudi simbolično verige Rotarakt in Rotary bodočim predsednikom. In odkot vse prihajajo vaši gostje? Glejte, gostje prihajajo, če lahko rečemo, iz vseh sosednjih držav, iz sosednjih distriktov, predvsem pa so pomembni naši gostje, to se pravi rotarijci, rotaraktovci, to so mladi od 18 do 30 let, in pa interaktovci, to so mladi od 12 do 18 let. In danes smo prvič v zgodovini distrikta, ki deluje od leta 2011, vsi skupaj. Nekateri od gostov pa so prišli že včeraj. Gost, ki prihaja kot poslanec predsednika Rotary International, to se pravi predsednika, pod katerega spada vseh 1 200 000 rotarijcev, je poslal svojega predstavnika, ki je bil pa že prej navdušen nad nekaterimi slikami, ki sem mu poslal, tako da se je odločil, da je cel teden v Sloveniji in včeraj je imel sprejem pri županu občine Zagorje ob Savi Matjažu Švaganu in mi smo mu razkazali še Koroščevo slovo, šli smo do spomenika Janeza Drnovška, predvsem ga je pa impresioniral izlet na Kum, to se pravi, da je bil na najvišjem vrhu v srču Slovenije in da je bil nekje, če rečemo, v preprostih krajih, brez velikih menijev, med planinci. Torej tako, tole ni samo promocija rotarijstva, ampak tudi Slovenije. Mislim, da rotarijci ravno to moramo izkoristiti, to se pravi, da promoviramo, zato smo mi veseli, ker je prišel on in on je posebej vesel, da je prišel, ne glede na to, da bo sedaj letel v Ameriko in že konec tedna praktično leti nazaj v Hamburg, v Evropo. Ampak je rekel, da bi bilo zelo hudo, če ne bi izkoristil te priložnosti in bil en teden z nami. Motoklub Fire Group je v soboto 18. maja v sklopu praznovanja 20. obletnice svojega delovanja na parkirišču pred zdravstvenim domom v Ivančni Gorici pripravil 20. motozbor. Zbrali so se številni motoristi s svojimi jeklenimi konjički iz vse države. Prireditve se je udeležil tudi župan občine Ivančna Gorica Dušan Strnad, ki je klubu izročil spominski kovanec Prijetno domače, zbranim zaželel varno vožnjo, jubilantom pa še naprej uspešno delovanje. Motoristi so se odpravili tudi na panoramsko vožnjo, ki se je udeležil tudi župan. Občina Zagorje ob Savi še naprej spreminja svojo podobo, hkrati pa je poskrbljeno, da se spremembe odražajo pozitivno za prebivalce občine. O projektu izgradnje parkirišča pri pošti smo spregovorili z vodjo oddelka za gospodarske javne službe Ivom Vrtačnikom. V sklopu rekonstrukcije ceste, regionalne ceste skozi Zagorje do železniške postaje je bil predviden tudi izgradnja dodatnih javnih parkirnih mest ob blokih ceste Zmage od 45 do 49, vendar pa smo zaradi negativnega odziva krajanov preučili novo možnost umestitve parkirnega mesta pri novi pošti, to je zelenica
ki je z izgradnjo tega parkirišča praktično ostala nedotaknjena. Smo samo zgornje sloje plasti zemljine odgrli, pripravili vse potrebno za izgradnjo 25 parkirnih mest. Od tega bo parkirišče izvedeno po principu povoznih površin v asfaltu, medtem ko bodo parkirna mesta v prodnati izvedbi, za kar smatramo, da ne bo takšnega vpliva na okolje. Kakšna pa je vrednost investicije? Torej, vrednost teh del za ta parkirišče je okrog 15 000 evrov in bojo dela zaključena v teh dneh. Bivši maturantje so se tako znova znašli v srednješolskih klopeh. Čeprav je od njihove mature minilo že 60 leti, se nekdanji sošolci tedanje gimnazije na obletnicah srečujejo še danes. A v poslušanju prigod iz šolskih klopi, ki so še povsem sveže, se zdi, da so jih doživeli šele pred kratkim. Razredničarka je bila, tako kot so moji sošolci že omenili, profesorica Marija Janežič, slavistka po stroki. Zlata profesorica, jaz rečem, ki je najbrž mnoge od nas navdihnila, da smo v bistvu zlasti dekleta šle po njenih stopinjah in se odločile za pedagoški poklic. Kdo pa je bil ravnatelj takrat? Ravnatelj je bil pa gospod Turk, ki seveda danes ni več med nami, tako kot naša razredničarka, ne. Poučeval nas je kemijo. Jaz se ga spominjam tudi kot takega resnega možakarja, ampak pravičnega, nadvse pravičnega, ki je mnogo življenjskih modrosti nam tudi natrosil mimogrede ob kemiji. Ste kot razred oziroma generacija kaj ušpičili, ki vam je ostalo v spominu? Ja, smo kar kdaj pa kdaj kakšno ušpičili. Recimo spomnim se, da smo enkrat organizirali obisk glasbene šole Ljubljane. Ker smo bili zaupali svoje sposobnosti, nismo nikomur povedali, da ta obisk prihaja. Sami smo se zorganizirali, kdo jih bo pričakal na železniški postaji, kako bodo prišli do gimnazije in kakšno uro pred njihovim prihodom jaz kot predsednica razredne skupnosti grem do našega ravnatelja, ker se mi je to pa zdelo zdaj potrebno, da ga povabimo na takšno prijetno druženje. Mislila sem, da bo skočil iz stola. Ja, kako ste si pa to dovolili, ne da bi kogarkoli vprašali, je rekel resno. A sem rekla, tovariš, mi smo imeli tovariše, tovariš ravnatelj, saj vemo, da vi vse to podpirate, sposobni smo bili pa sami se organizirati. In potem se je lepo pridružil nam in bil vesel našega druženja tudi z drugimi šolami. To je bila ena taka stvar. Bilo jih je pa še. Veliko. Jaz sem bil tak precej živahen dijak, ne? In sem enkrat gor po stopnicah letel in se zaletel v direktorja Turka, ravnatelj bo to, Jože Turk. Pa prav, malo vrh, pojdi v tajništvo in reči, naj ti napiše, okor zasluži si ga tako ali tako. Ker sem zmeraj kako slorijo v špiču. Se pravi, brez od njega sem se zaletel, rekel, kar 5 kepa ti niti dajo. Ne ti napišejo, kor si ga sigurno že prej zaslužil. Ob pogledu na gimnazijo danes jih preplavijo sami lepi spomini in občutki na brezskrben čas najstništva. V soboto 18. maja je potekalo 13. turistično srečanje starodobnikov Zagorska dolina 2019. Športni klub Tornado iz Smučidola že 13 let organizira srečanja starodobnikov iz vse Slovenije. Letos se je zbralo kar 76 vozil. Iz Smučidola, kjer je bilo zbirno mesto in končni cilj, so se najprej napotili na panoramsko vožnjo po Zagorski dolini, potem pa na Podkum. Da je bila vožnja bolj varna, so poskrbeli motoristi kluba Klukhena. Tik pred prihodom starodobnikov na cilj v Smučidol smo se pogovorili s predsednikom športnega kluba Tornado Dejanom Zorcem. Ja, letos smo se majčkeno ustrašili vremena, ki so bile take slabe napovedi, ampak kljub temu nas je obiskalo cirka 76 vozil, pa 12 motorjev.
tako da smo kar zadovoljni s to, tako da jaz pravim nekako, da taka števila nam glih paše, da jih obvladamo, pa postrežemo, pa naredimo tako, kar se zagre. No, vsako leto imate pa tudi temo in letošnja je? Ja, letošnjo imamo pa življenje na vasi, tako da smo se, zjutraj so se malo punce oblekle, pa tako da smo malo predstavili to, kako je včasih kmečko življenje bilo, kako so se družili tudi pa te zadeve, tako da smo vzeli to tematiko in najbolj nam je pol pasala, da smo šli v podkom gospodu Dolinšku, da bo res predstavil to zadevo na kmetiji še toliko bolj. In seveda, potem, ko pridejo nazaj, boste podelili tudi nagrade. Ja, to je že tradicionalno naše, da pač vsem udeležencem podelimo simbolično spomink, katerega smo tudi sami člani izdelali. Poleg tega pa še pol podelimo za najstarejše vozilo, najstarejši motor, najatraktivnejše vozilo in najšportni vozilo. No, pa nam zaupate, kdo so tisti? Ja, tako da najstarejše vozilo je od gospoda Kukovič Drago, ima Dodgea Roadstar 1924-letnik, najstarejši motor je od Gregorc Tone BMW R20 1937-letnik, najatraktivnejše vozilo smo se odločili za Mesič Dragota, z svojo ekipo, ki nas spremlja, to je taka vojaška ekipa, ima Jeepa Williamsa, 1941-letnik. No, za najšportno vozilo se moramo pa še odločiti, zato ker nas je predčasno eden z eno korveto zapustil, tako da bomo pa še strnili glave pa sporočili. To je bil rdeči Ford Mustang, letnik 1969, last Franca Pfeifferja. Ja, zelo pogosto imamo kar nekaj takih udeležencev, ki pridejo pogosto na naša srečanja. Je pa tudi dosti teh naših prijateljev, kar tudi mi s svojimi, kot naš športno društvo, gremo na srečanja in po nam vračajo obiske. V torek je na poligonu Lovskega društva Šentlambert v organizaciji Lovskega kinološkega društva Zasavje potekal zaključni izpit tečaja osnovnega šolanja lovskih psov. Kljub slabemu vremenu se je 12 tečajnikov na izpitu dobro odrezalo. Pridobili so potrdilo o usposobljenosti psov po programu VP1, ena tečajnica pa po VP2. Tečajnik je z budnim očesom spremljal in ocenil sodnik Darko Grošelj, priznanja pa je podelil tajnik društva Miloš Roglič. Večtedenski tečaj je vodil izkušen inštruktor šolanja lovskih psov po programu VP1 in VP2 Franci Ocepek. Če ti veš, ko delaš, boš drugega psa jemo. Ja, vidite tudi literatur, dialogov nisem velik, ja, da se pač tako dela in traja določene ure. Ne. Naslednji teden bo zaznamovan z dogodki s Trbovelj, saj se naglo bliža praznik občine Trbovlje. Naša ekipa bo na terenu spremljala najpomembnejše zgodbe, v studiu pa bomo gostili tudi trboveljsko županjo Jasno Gabrič. Intervju z njo si boste lahko gledali v četrtek ob 20. uri. To pa je bilo tudi vse v nocojšnji oddaji. Takoj za njo sledi kratka reportaža z Jablane, kjer je potekal dan odprtih vrat podjetja Woodsplitter. Kratek čas bomo imeli lepo vreme, zato priporočam, da ga izkoristite v naravi. Seveda pa ne pozabite navijati za našega Primoža Rogliča. Srečno! Thank you.